Janez Janša, dr. Matevž Tomšič, dr. Milan Zver nam bodo spregovorili o temi, ki je tako rekoč 26 let že aktualna. Kako danes demokracija, kakšna demokracija? Moderator bo Miro Petek. Hvala lepa. Bomo pozdravljeni tudi v drugem delu našega panela, ki nosi naslov, kot je bilo rečeno, Kovadis demokracija. Kar nekaj iztočnic je, ki smo jih zapisali tudi na vabilu za današnji učni simpozij. To je v današnjih zaostrenih in slovenskih razmerah pada zaupanje v demokracije kot obliko vladavine, da upada kakovost demokracije doma posod po svetu, kar kaže tudi mnogotere raziskave. In ko upada kakovost demokracije, takoj pridobijo na jakosti glasovi, da je demokracija neučinkovita. Stranke demokratičnega loka izgubljajo moč, se krepijo politični ekstremi, kar lahko pomala režimu pospremljajo na volitvah, pospremljamo volitvah na Nizozemskem, čakaj nas volitve v Franciji, jeseni še v Nemčiji. Skratka, pred nami je mnogo izzivov, kako revitalizirati demokracijo in kako preprečiti restauracijo avtoritarnih in autokratskih režimov. Dr. Milan Zver, ameriški Freedom House, ugotavlja, da v zadnjih letih izgubljamo svobodo, svoboščino in s tem tudi demokracijo. Resne ovire demokratične razvoje so v Rusiji, Azerbajdžanu, Turčiji, Venezueli, Ukrajini, ki še bi lahko naštevali te države. Spisek je precej dolg. Torej, kaj se v zadnjem času dogaja z demokracijo na svetovni ravni, pa mogoče predtem še kratek izgled v čas pred drugo svetovno vojno in v čas okrog padca Berlinskega zidu, čemer je malo prej tudi bil glede dr. Dmitrij Rupel. Hvala lepa za vprašanje. Zdaj je tudi pripadal naenkrat, da bo kar težko odgovoriti na vse, ampak mi bo sta, draga kolega, pomagala pri tem pravilu. Ja, res je, svetovna raziskava, tiste, ki merijo vitalnost demokracije, dodavajo, da demokracija, nekateri pravijo v recesiji, drugi pravijo, da je v krizi, nekateri celo govorijo o zatonu demokracije, skratka, vsekakor demokracija se ta hip ne širi, kot smo govorili še pred 10 leti. Demokracija se je širila zadnjih 200 leti v različnih valovih na zgodovini in tudi še pred 50 leti spomladno zasledili takih val, govorili smo, da večina sveta govori z demokracije, bilo je polno navdušenje nad tem načelitvijo. Fukuyama je v koncu 80 leti govoril o triumfu demokracije, o koncu zgodovine, v 2 letu je izdal zbornik o zatonu demokracije, vse je v tem času veliko spremenilo. Ekonomist redno spremlja recimo vitalnost demokracije na podlagi 60 indikatorjev in prav tako ugotavlja, da se kakovost demokracije v svetu, ne samo v Sloveniji drugi, ampak v svetu pada. Zdaj, kaj narediti, da bi nekako revitalizirali demokracijo, se je to vprašanje za milijon evrov. Ni tako enostavno, zato je potrebno zagotoviti najprej zaupanje ljudi, poiskati zaupanje ljudi v demokratične ustanove, te pa bodo deležne zaupanje, seveda koliko dobro in učinkovito delujejo. Tako da zdaj lepo stvarjati neko demokratično kulturo kot neko podlago za to, da inštitucije delajo, to je težko. Ne pa je vsekakor potrebno, da ljudje brez demokratične kulture seveda ni zaupanje v demokracijo. To pa so tudi stvari enega dela, enega leta, ampak seveda dolgoročnejši proces. Ampak se je imelo še zgodovinsko dimenzijo. Že prej sem se spomnil o prejšnji reviziji, ko je profesor Rupel govoril o nekaterih diplomatih, pred drugo svetovno vojno, tako smo imeli poleg Leonida Petrovica, ki ga omenil še 200 strokovnjakov, političnih, ki so govorili o demokraciji,
napisal ravnalno zgodbo, ki je podobna tudi današnja. Leta 26 je napisal delo Kriza demokracije in govori, zakaj je demokracija padla v krizo, takrat po svetovni vojni bil velik val demokratičen in pravi iz dveh razlogov temeljnih. Prvi je še priznanost, ker parlamenti niso biti dovolj dobro tehnično institucionalno opremljeni, njihovi jezikovni odbor, ki pomagali poslancem pri pripravi strokovnih ekspertiz, ki lahko se kompetentno odločili. Pa še druge slabosti so bile seveda konfliktno odborstvo, poznanje ljubinskih sistem eksplicitno imenuje. No, drugi razlog pa je pomanjkanje demokratične politične kulture leta 26. Danes, ko vidimo tukaj podobne ugovore o demokraciji kot takrat. Takrat, ko je demokracija v 20 letih prvič padla v krizo, so se na njen pokorišču lahko rekli pojavili komunizem, nacizem in pa fašizem. In pa avtoritarni sistemi, kot so korporativni sistemi v Salazarju, v Portugalski, Franko, v Španiji, v Romuniji. Odkrili so, da je ta parlamentarna demokracija liberalna in demokratična v krizi in so iskali pač druge sistemske politike, ki je tudi na zvolju posameznika. To je tisto, kar bi morali danes preseči, premagati, da se ne bi ponovila zgodovina iz 20. stoletja. Torej, potrebno so sistemske dopolnitve, v Sloveniji bi šlo demokratno, da je demokracija strategneša, tudi volilni sistem, pa še marsikaj morda tudi oblikovanje vlade, da bi bila učinkovitejša. Vse to tvoje zagotovo na evropski ravni, pa tudi. Na evropski ravni sem bi govoril, kako zmanjšati ta demokratični deficit. Evropska demokracija ima drugačna kot nacionalna demokracija. Tukaj imamo parlament, pa še ni čisto podobno parlamentarni demokraciji, kot nacionalne demokracije imamo tudi svet, ki je bolj nekaj konsensualne demokracije, ker se iščejo med državami in dogovor. Skupaj je neka mešanica, ki ljudje težko zastopijo. Ker se ta demokracija evropska dokaj oddaljena, neprepričljiva, tako da so pred leti uvedli še ljudsko inicijativo, evropsko demokratično ljudsko inicijativo, ki so dobro zapredli, tako da veljamo, da so v 7 držav za isto pobudo, zakonodajno pobudo. In kaj se je zgodilo v praksi, je res prišlo tudi evropsko pobud, ampak evropsko se je spomnilo drug in ne odgovarjali državljamo. Nekaj še nekako nezadovoljstvo se je odgovarjalo na evropsko inštituciji, na evropske demokracije se še povečalo v tem vprašanju. Hvala mi na enako vprašanje, tudi za vas, gospod Janez Janša, skoraj da je točno vprašanje, kaj se dogaja z demokracijo na svetovni ravni in seveda drugo vprašanje, več od postoletja komunizma v Sloveniji tudi pohabilo naše razumevanje demokracije in v času samosvojitve Slovenije je bilo kar poskusov zadati demokraciji nek smrtni udarec, posebej je bilo to načinu v vaših primerih, še posebej ko je vam parlament hotel odzeti poslanski mandat, parlament, ki smo slišali o parlamentarni demokraciji, se pravi parlament kot nek vrh demokracije pozame poslanski mandat in seveda pričali, da se je dogajali, če ne bi bilo ustavnega sodišča. In tudi takrat v tem primeru smo se spraševali, kako vladi se demokracija. Začel bi s tem, da se vsi skupaj postavljamo retorično vprašanje, zakaj ta tema sploh ne more do tega zelo. 5 let nazaj mislim, da nikomu ne prišlo na misel, da bi to dalo na nevreti. Ne smo veliko pred 5 leti, recimo zelo operativno pomenim to številko. Veliko srečan, tudi inštitut, dr. Tapučni, ampak te teme nismo odšli. Danes pa je. Zato, ker je spet aktualno. Zdaj preko so tukaj odlični govorniki opisovali nek čas, pred 30 leti, se je pojavilo vrsto znakov, vrsto opisov, ki jim lahko v zelo času našli primerjali.
sta ponovno odprta, sta ponovno aktualna. Ker so se razmere spremenili. Še 5 let nazaj je vse izgledalo izjemno stabilno. Slovenci, samostojna država, člani Evropske unije, NATO, del nekega prostora, ki večerima varnosti in dobrostanja. Mislim, imamo probleme notranje zaradi neuspešne in dokončanje tranzicije, ampak znanje bolje stabilno in lahko pričakujemo dobro prihodnost. Danes ni več tako. Danes te samoumevnosti, da bo prihodnih 25 let boljših kot je bilo v zadnjih 25 let, ni več. Kar se demokracije tiče, se je temu, kar imamo mi države znotraj, se da pridružila tudi neka splošna skepsa do demokracije, do delovanja demokratičnih sistemov v zahodnem svetu. Nekaj pravite nezaupanje v instituciji, anti-establishment sentiment. Je to nezaupanje v delovanje demokracije, če iščemo skupni imenovanje. Na teh časih je ponovno odprto tudi vprašanje prihodnosti Slovencev, narodne dvorane. Prej je rekel Dimitrij Rupel, če pa Evropska unija razpade, so morali to ponovno sprejeti premisliti. Dobro, da to že prej naredili. V vsakem primeru biti tudi na to možnost pripravljati. Najprej delati se, da tega ne pride, hkrati pa biti pripravljati na to možnost, da Slovenci stojimo in obstojimo tudi v teh razmerah, ki, če se to zgodi, bodo sigurno slabše od tega. Zagotovo. Enako se je situacija dramatično spremenila v naslednjih 7 let. Evo ne bo razpada, če ni vejo z njim. Bo pa razpada, če je Francija na reči. Francoski volivci na naslednji mesec, da bo imelo sobo, da bo imelo dobro. In stvari glede izhoda niso pa samo v meni, kot nakazujejo ankete. Več jih objavljajo, bolj prepričujejo ljudi, da je temu tako, ko večjo škodo delajo. Ljudi smo, ko je to delovalo v Združenih državah in francoskih državah. Tako da ja, ponovno vprašanje sta oba, ključno vprašanje sta ponovno odprta in s tem se bomo spet ukvarjali. Tudi še dopučnika in prvi, ki je to temu zapravil. Če bi imeli enak potencial, pa ga žal nimamo, tukaj smo šli na vzor, kot je obstajal pred 30 leti, bil zaradi časa se spet zvedli širok plen kulturnih delovcev ali pa svetovni slovenski kongres in za teh stvari razstavljali. Ampak večina tega dela, tako imenovane civilne družbe, je bilo, so razgradili tako kot v novem. Mi smo, kar se tega tiče, na slabše. Čeprav danes so drugi časi, mesto nove revije v smislu papirja, ravno nova televizija, drugačen angažma na internetu, nove tehnologije, pač omogočajo to. Samo bolj od tega je odvisno, da se zavemo tega, kjer smo. Prej bilo nekaj zelo zanimivih izletov, tiste čase v smislu anekdot. Mogoče še ena z moje strani, glede na to, da se strinjam z tem, kar je bilo prej rečeno v smislu, da je treba stvari poenostaviti. Ker ljudje se odločijo na podlagi tega, kaj je rekel in kaj razumejo, ne na podlagi kompliciranih stavkov.
Kar se tiče 27. številke Nove revije, je za to poenostavitev takrat poskrbel režim. Veliko člankov je zelo komplicirano napisani, ampak partijska propaganda je šla za kontrarevolucijo, da se hoče več strankarstvo, da se hoče Slovenijo odcepiti. In seveda, ko bom prišlo v slovenskih in še bolj v slovanskih časopisih, je veliko ljudi razumelo, ker so rekli, ja, vse to hočemo. Takih 6 mesecev po izidu 57. številke Nove revije smo v Kopru predstavljali što prvo s prostelom izdajo Kavčiča dnevnika in spominov. Že dvorana je bila nabito polna v Kopru, resovi 17 milijonov. In zaradi debate je potem nek mornarek, z balkona postal vprašanje, rekel, vi tukaj govorite o človekovih pravicah, o pravici do različnosti in to. Povejte, naravnost, a ste zaved strankarski sistem ali niste? In je nastala tišina v dvorani. Nekateri smo starši posred pozorni, in so bili v službeni dolžnosti. Nastala tišina, ono se ga nekaj zamiglo, Igor Mezdo, Davčar še par, na koncu vsi meni gledali. Jaz sem pa rekel, ja, ni demokracije, če ni konkurence. Če sem samo eno postavljal kandidate, to ni demokracija. To je res so, čo razumeti. Vse. V drugi ravni, v drugih okoliščinah, recimo v tem bolj razvitem okolju, se je to zgodilo na ravni ameriških predsedniških volitev. Zdaj, ko je sedanji predsednik, predsedniški kandidat Donald Trump, predstavnik te točke svojega programa, kjer sem bil na republikanski konvenciji, ki je on dobil nominacijo, vse pa ni zgleda tako grobo, kot se je bolj prikazovalo. Ampak meni vsi proti njemu so to še bolj poenostavili. In to ni delovalo proti njemu, kot je delovalo samo. Zdaj, konvencije smo šli tam, ko je bife v Pilnu, za šankom, tam so afroameričani ali latinosi, tudi tam so sta dva američana. In smo jih vprašali, zato da vas prebili. Pri nas so se pisali, latinosi ne bodo bili. Pa ste rekli, da ste glasovala za Trump. Nekaj zakaj? Zato, ker bo postal zid. Ampak se je tam stavilo prišla. Zdaj rekla, ja, bila sva ima delovno dovoljenje, so legalno migranta. In tisti, ki prihajajo ilegalno, so krivi za to, da najna plača na uro ni $15, ampak 10. Ker so bili realni konkurenci. Če bo tam postal zid, to bolj za nas. In nekaj res nas ne že. Po volitvah se je izkazalo, da je 30% volivcev latino preveč glasovalo za Trumpa. Meni so pomagali, ko so njegova sporočila, če jih poenostavili, in droge in tako na mestu, dodatno dobivali volitve. Tako da demokracija ne deluje zelo sofisticirano. Deluje zelo sofisticirano. Kar se tiče Slovenije, to, kar imamo mi, seveda temno in svetlo plat. Temna plat je to, da so osnovni resursi, ki lahko vplivajo na odločanje ljudi, predvsem na informiranje ljudi, zelo asimetrično razporejene po bližnjem prostoru, od same Grčije. Že v antični Grčiji je veljalo, da demokracija deluje, če so ljudje obveščeni. Zato so imeli dolge razprave, kaj niso glasovali. Pri nas je ta disperzija
zelo asimetrična. V prihodnje, kot vidimo, naprej opisanem primeru veliko Združenih držav, lahko te nove tehnologije to vsaj delno uravnotežijo, ampak trenutno 54% slovenskih volivcev svojo volilno preferenco gradi na televiziji. To je to ključni menik. Včasih so zdaj rekli, jaz sem bil v časopisu, da nekaj že na tem, da je pravi svet na televiziji, nekaj že na tem. Pa se je zelo močno orožje, resursi so zelo asimetrični. Tisto, kar je pa potem verjetno lahko še rečemo v nadaljevanju. Tisto, kar je pa problem demokracije in Evropske unije, ki ga čutimo, je pa problem na neki drugi ravni. Mislim, da se tehnologija nekaj odjeli. Nasprotje demokracije ni red. Tako kot se je pri nas časih skušalo prodajati. Nasprotje reda je anarhija. Zdaj, če hočete, da demokracija deluje, mora biti prisotna tudi učinkovitost. Mora biti učinkovitost in mora biti pravičnost. Enaki vatli za vse. Islam mora delovati. Večina antičnih demokracij v stari Grčiji, v antičnih mestih je propadla zato, ker so z glasovanjem preveč zapravljali. Se je dalo glasovati o denarju drugih, je potem hitro šlo v drugo smer. Ali po obratno se ne mogo zapraviti. Ko so glasovali temo za obrambo, so mi pesnici pred vrati, ko so bogati izgledali, da se mi glasovali za to in so potem Atene gorele pak. Evropska unija je, zdaj ljudje v Evropski uniji, jaz mislim, da to, kar je nekaj prevladujoče govorjenje ali pa prepričanje tudi, predvsem v institucijah, da gre problem demokracije v Evropi to, da so institucije odgojene, da se govori, da treba Evropo približati ljudem in tako naprej. Mislim, da to ni glavni. Ljudje ne vidijo v Evropi nadomestka, v Evropski uniji trenutno nadomestka za demokracijo na nacionalni ravni. Poglejte udeležbo na evropskih politikah. Tudi pri nas 30%, manj kot 30%. Na Slovaškem 14%. Ponekod je to drugače, ampak ljudje od Evropske unije ne pričakujejo, da bo Unija zapolnjevala nek demokratični interes. Vidijo jo zdravo logiko in razumom kot zvezo nacionalnih držav, kjer so nekatere stvari dala neko skupnimi politikami, bolj racionalno in boljše urejati, ker se da širiti prostor svobode, ker je možno zgoditi večjo varnost in tako naprej. Ne vidijo pa kot osnovno celico demokracije. Če bi jo udeležbo večjo kot nacionalnih držav, ker pristojnosti niso enako razporejene. Vidijo pa to kot nek instrument, ki zagotavljajo večjo kvaliteto življenja, večjo varnost, večjo stabilnost, kot nekaj, kar je dodano vrednost. Vse to je veljalo do leta 2015. Leta 2015 pa se je zgodilo nekaj, kar je
vsem zaostrajalo na spoštovanju pravil, na kriterijih. Nemčija, ki smo to uspeli. Nemčija je vedno zagovarjala, so pravila in pravila treba spoštovati, če se razmere spremenijo, treba najprej spremeniti pravila, potem pa bomo ravnali drugače. 2007 recimo smo mi Estonija in Litva kandidirali za vstop v evroobmočje. Estonija je odstopila pol leta prej in Litva smo prišli do odločanja na svetu. Mi smo šli skozi, Litva ni šlo zato, ker bi klasični kriterij ni šel skozi za nicelih enostopnih. Takrat so Nemci pa potem se komisija, ki glavni sledi Berlina, rekli, ne gre tukaj za nicelih enostopnih, gre za pravila. Pravila to je spoštovati, če ne bo srečnega kriterija, da je postaviti kaj postavči prvo, da je to zdaj počasno. So bili zelo striktni, recimo, jaz se strinjal s tem in ne se strinjal s tem, ker to je osnova za neko tako skupnost. Pa je šlo leto 2015 migrantski naval na evropske meje. In takrat je pa Nemčija tista, ki je rekla, Dublinski sporazum se ne spoštuje. So se razmere, so takšne, da tega ne moramo spoštovati. Mi so rekli, razmere so se spremenimo pravila, potem pa bo drugače. Zdaj je kaos. Svoje države, ki so to upoštevali, to so skušali upoštevati tudi Mačarska, in bo enotne evropske politike, se je potem za Grčijo pustila dolžnost varovanja šengenske meje. Meje so padle, kolone so prihajale, Slovensko obrežje je postalo simbol kaosa. Mestne mejni prehod, ker so ljudje vstopili v šengensko državo na Evropsko unijo z šengenskimi vizami. Poslovneč na Kosovo bom zaprosil plačati 150 €, so mu odobrili, ali pa mu niso odobrili. Ni čakal tam v koloni, 15 metrov stran, prišlo pa 10,000 ljudi. Kaj se je dokumentov čez, ne sem še prevozil in gledal to skrbi. In to ni trajalo teden, ni trajalo en mesec, trajalo je mesece. Pa že prej čez Mačarsko. In to je spremenilo. To je spremenilo pogled na Evropo. Brexit je veliki meri posledica tega razpada v tem času. In to 50% razlogov za Brexit. Je pa sigurno 5% razlogov in zato, ki je pač rezultat sledi. Tega ne vidi, enostavno ne vidi realnosti. Vse to, kar se je kasneje dodajalo in kar se je pripravljalo, je Ljubljana prišlo prepozno. Ko ljudje na Moskvu čutijo, da to ni bilo potrebno. Evropska unija ima dovolj kapacitet, dovolj denarja, dovolj administrativnih, policijskih, vojaških in ostalih sil, da zagotovi varovanje zunanjih in če vse še ni. Na 10 milijard € se je vložilo v šengenske meje. Na 10,000 ljudi se je zaposlilo za varovanje šengenske meje. To so se plačali evropsko plačevalci, potem pa se je zgodil nek kolaps in zakaj se je zgodil, ker je pač nekdo rekel, pravila ne veljajo. To je v takih skupnosti smrtno nevarno in počeli so prihajali pač smrtni streli. Veliko vprašanje je, če je bilo so cena že plačana, po francoski politiki. Na to situacijo se potem dobi na napačno ravnanje, dobi potem tudi atraktivne, te populistične, če bi to ni pravi izraz, atraktivne predloge rešitev. Zakaj rešitev? Pa skrat Evropske unije, vsakaj stabilizacija in tako.
potem se pozablja, zakaj je bila Unija zgrajena, kakšna cena je, kakšno ceno smo Evropejci, večina evropskih narodov plačali prejšnje stoletje, po 2 svetovnih vojnah sta bila evropski vojni. Zato, ker niso obstajali mehanizmi, da se to prepreči. In danes smo žal na družnih mestih v Evropi in na družnih nacionalnih državah politično elito, ki ima v rokah škali dodatno, ki tega ne razume. Kar so razumeli Schumann, de Gasperi, Adenauer, pa tudi kasneje v času, v katerem smo prej govorili, Helmut Kohl, François Mitterrand, Alois Mock, Wolfenschitz. Zdaj ima neko generacijo, ki gleda ankete ali pa sledi celo nekim drugim ciljem. Končal bi z povabilom k temu, da si preberete eno knjigo, ki vam si kaj razloži, kar se danes dogaja. Napisal je en poljski novinar, govori po mađarski. V angleščini, poljskem jeziku je šla pred 5 leti, eno nemščino, mađarščino. Če govori o mađarski, mislim, šele lani, so letos, govori po mađarski tranziciji. Veliko stvari je natančno opisanih in je zelo primerljivih z nekaj zdaj pri nas dogaja. Tu mi je opisan tudi en dogodek, ki vam zdaj citiral. Knjiga bo prišla po slovenščini v naslednjem mesecu marca. Angleščina so odporna, da se pravi nazaj. V tej knjigi ta novinar opisuje modelo intervju z Viktorjem Orbanom pa mnogimi kritična, zato je bolje prišla na mađarske malo kasneje. Ampak kakorkoli opisuje novinar te knjigi je dogodek iz začetka 90-ih let, iz časov, ko je tam na oblasti konzervativno vlado, ko se prvi volitva Josef Angela, kot je nas Demos. Fides, ki je zdaj prvedoča stranka, ki je bil vzvidljani mladi demokrati, so tudi sumeli, da vsak je starejši od 30 let ne more člani njihove stranke. Bili so člani liberalne internacionale takrat in pripravili so se nove volitve v 23-24 in v Budimpeštu je prišel George Soros, ki ga danes mnogi poznate, takrat stoletnih smo nekaj različili. On je zbral te voditelje teh liberalnih strank, teh je bilo več, in je dejal, da danes je svet v rokah socialistov in liberalcev. In tako bo tudi v vzhodni Evropi. V tem prvem valu. Sicer preti nevarnost restauracije fašizma, nacizma, da se tam naštejo. In je v tem terjal od predsednikov teh liberalnih strank, da naredijo koalicijo z komunisti oziroma socialisti. Tam se je Orban prvi, je rekel, kako bomo naredili koalicijo z njimi, mi smo vse tisto, kar oni niso, oziroma obratno, mi smo se prizadevali, da se sistem spremeni. On se bili res eno glavni cilj te spremembe. To je nemogoče, to je proti našemu programu, Soros predstavlja več od Mađarske, da je to svetovna paradigma in tako dalje. In najprej je prišlo do razkola med mađarskimi liberalci, dobro je to zavrnil. In pazite, naslednji hip se celotna medijska srednja, ki je prej stala za Fidesom, govorila to. Nekaj takšnega se je dogajalo tudi pri nas, ko pač nismo zloženi nikoli prišel pa nas, pa nas v tem smislu nagovarjal, je bil pač tudi. In v
nek mehek povratek tega, kar je bilo za nekim liberalnim primestmi. To se investira v ogromno denarja. 104 milijarde. V tem zadnjem času so iz njegovih fondov 200 milijonov dolarjev za zmago te paradigme. Glede, to je marsikje, kjer je knjige opisano potem, kaj se je dogajalo na časnosti. Marsikje je vplivalo ljudi, je izkrivljalo voljo ljudi, je še povečalo to asimetričnost resursov, ki vplivajo na volilne rezultate in nazive. Še posebej, ko gre za medijsko sceno. In tudi potem se mirno sprejela situacijo, kjer se zlorablja institute države, kjer se ukrade volitve, že posem. Nobene resne reakcije. Zdaj, ko pa smo v neki drugi državi, Mačarske, da je najbolj na tapeti v zadnjem času, skušajo to nekako popravljati. Je pa ciljna reakcija, svetovna reakcija v teh krogih. In to je težko stržati. Zadnji tako merimo pripravno. Konservativna vlada, ki je v bistvu rešila Evropo za zapore meje pred tem zapornim migranskim valom, v zahvalo so jo razgradili. Se razgradili, šila ogromna sredstva za to, da predčasne volitve ogromno pritiskajo Evropo. In volitve so dale nek rezultat, zadevo še poslabšuje. In nastaja novo krizno žarišče na Zahodnem Balkanu zaradi tega, ker je itak dovolj. Kriznih žarišči so nerešene vprašanje. Če pride do nadaljnje razgradnje Evropske unije ali pa do tega, kar zdaj komisija predlaga našim prijateljim in grem, je treba jasno povedati, da je vse vedno nobene številke. Če to postane dejstvo, kjer se bo govorilo, to pomeni v Evropi, v Evropi nekaj mesecev eskalacijo konfliktov v našem neposredni soseščini. Evropska perspektiva ni na državnika. Odprta vrata pozitivne prihodnosti na to tega cilja, kako Slovenija, veliko soglasja na teh državah, da je boljše življenje v tej perspektivi. Če tega ni, ki bo počelo reševati tako srpsko kot albansko nacionalno vprašanje na druge načine, se spremenjamo meja, oboroževanje za ta scenarij se je že začelo, ponovno. Veste, kaj to pomeni to za nas, kaj je narovo. Tako da ja, vprašanja, ki smo jih odpirali pred 30 in 20 leti, za kateri mislim, da so bilo odprta in se odprta za nek trajni čas, se ponovno odpirali. In drugih okoliščinah, pa potem ne bo se Dr. Tomšič, kako politologi, sociologi, danes so seveda vprašanje demokracije, kako vi kot politični analitik gledate na ta problem? Hvala za besedo. No, jaz tukaj ne bi govoril ne o imenu sociologov, ne o imenu politologov, ampak v lastnem imenu, ker politologi in sociologi gledajo na te zadeve zelo različno. Večina njih si bom reči gleda, ki se dogaže kot gledam jaz, tako da njihovo mnenje bi prepustil njim samim. Skratka, tukaj govorimo o demokraciji, je bilo že tudi to konkretne debate, je bilo že kar nekaj povedanega o krizi demokracije, o regresiji, o zakonu glede kvalitete demokratičnega vladanja. Tukaj pa imamo različne ocene, različne študije, ki govorijo o tem.
Skratka, tukaj lahko vidimo, da demokracija ni nekaj, kar je dano enkrat za vse. Ni nekaj, kar potem, ko pride, ko se recimo nek avtoritarni režim ali sesuje, ali ko se doseže njegov prevrat in potem pride do demokratizacije, da je potem stvar kar nekako zakoličena. Namreč palec nekega avtoritarnega režima nikakor ne pomeni sam po sebi nujno demokratizacijo. Kako en tip avtoritarnega režima lahko zamenja drug tip avtoritarnega režima. To smo imeli v zgodovini, ne tako oddaljeni s tem upraviti v katerih delih sveta, recimo Latinske Amerike v 20. stoletju, ko so se stalno menjavali režimi, kar pa seveda ni pomeni demokratizacije, ker je ena diktatura, ena vojaška hunta zamenjala drugo in potem spet je prišla tretja. Se pravi, tukaj sam padec nekega avtoritarizma ni nujno razlog za veselje v smislu, sedaj pa je nastopila demokracija. Kot je kolega Zvero menil, proces demokratizacije je skozi potekal v valovih. Tako je ameriški politični teoretik Samuel Huntington v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja napisal eno zelo vplivno študijo demokratizacije z naslovom Third Wave, oziroma tretji val, kjer je napisal 3 različne valove demokratizacije, kateri so pa sledili valovi nekakšne demokratične regresije. On se v tem svojem delu se je nekako fokusiral predvsem na to, ta val demokratizacije, katerega del smo bili za dogajanje koncem 80-ih, začetkom 90-ih let, ko je prišlo nekako do končne faze tega takvanega tretjega vala, ki se je začel že v 70-ih letih z padcem diktatur v Južni Evropi, Grčiji, Španiji, na Portugalskem, potem se nadaljeval v Južni Ameriki z padcem diktatur in potem je bil nekakšen ta veliki finale z padcem Berlinskega zidu, z kolapsom, z demontažo nekdanjih realsocialističnih režimov in potem z demokratizacijo seveda vseh teh nekdanjih komunističnih držav. Vendar tudi že Huntington se v tem delu sprašal, če mogoče ne bo prišel neki ponovni povratnik. Do tega seveda ni prišel, vsaj ne v tem delu sveta, ne te države, nekaj komunistične države, vsaj večina njih je vendarle dosegla nek demokratični napredek. To si zagotovo moramo priznati. Vendar pa seveda tudi ta demokratični napredek je mogoče razumeti kot nekaj, kar se bo zdaj dogajalo na linearni način. Da bo proces demokratizacije, poglabljanja demokracije, vedno večje kvalitete v smislu vladanja, da se bo to kar dogajalo naprej. Recimo, konec sam vstop, sama pridružitev teh danih komunističnih držav v Evropski uniji nikakor ni dokončno, recimo, zakoličila tega stanja, v smislu tega zdaj pa, ko pa so te države v Evropski uniji, ko so sprejela neka skupna evropska pravila, ko so ponotranjila neke skupne evropske standarde, da zdaj pa pač bo prišlo do nekega nadaljnega, tako rekoč kontinuiranega razvoja, razcveta demokracije, ker konec imamo tu države, ki so že precej dve komunistične članice Evropske unije, pa imajo zelo velike probleme, spet še tudi Grčija, ki je dejansko neke vrste fail-safe, neka disfunkcionalna država, čeprav je po 35 več let, je vključena v evropsko povezavo, vendar pa je to nekako nekaj dosti pomagalo. Dosegla je finančni kolaps, izrazito politično krizo, politično destabilizacijo, vzpon levega in desnega ekstremizma. Se pravi, tudi nek dolg status, recimo, v takih povezavi, kot je Evropska unija, sam po sebi ni nobeno zagotovilo. Recimo, teh takvali vsaj članicah, vsaj demokracija, imamo opraviti z vzponom radikalizma, vzponom ekstremizma, z vzponom takajnega populizma, čeprav tukaj se jaz strinjam z gospodom Jančem, da ta izraz ni najbolj primeren, predvsem se ga pa izrazito zlorablja v politične namene. Govorimo o, oziroma ko se v medijskem diskurzu sliši govor o populizmu,
se ta uporabljala zelo ideološko pristranski način. Ko se govori o populistih, se ima skoraj po pravilu v mislih desne populisti. Medtem ko izpade, kot da levica ni populistična, kot da levi populizem ne more obstajati, kot da imamo strank levice, ki so izrazito populistične, izrazito radikalne, od Sirize preko Združene levice pri nas. To so stranke, ki so dejansko v svojih pogledih, lahko bi rekli, da celo bolj ekstremne, kot tako skrajno desničarske stranke. Stranke, ki zagovarjajo uvedbo socializma kot sistema. Kaj to pomeni? Da skušajo omejevati ali celo ukiniti pravico do razpolaganja z Palestino. Konec koncev, v Združeni levici imamo pomembne člane poslance, ki javno zagovarjajo pravo nasilja. Pa se to ne smatra za neka sovražna dejanja, in ko recimo pri politikih ali pa tudi ne nujno politikih, pač nekih bolj izpostavljenih osebnih nosih za drugega nekega pola, je pa vsaka malo bolj ostra izjava že takoj nekako postavljena na nek pragler, označena za sovražni govor in podobno. Se pravi, te izrazi, kot so tudi populizem, so pogosto precej tukaj zlorabljeni, ampak vsega to ne spremeni dejstva, da so neke tendence, ki so lahko problematične, tudi z vidika nadaljnega razvoja Evropske unije, da so opazne, tako v starih kot v novih članicah Evropske unije. In tukaj seveda jasno ne moremo mimo samega obnašanja političnih elit, tako na nacionalni ravni, kot seveda tudi evropskih elit. Tukaj imamo opraviti z izrazito krizo vladanja. Se ko angliško reče lack of leadership, ta dejansko tak sedanja generacija politikov na evropski ravni, pa tudi na ravni mnogih evropskih držav ni dorasla situacija. In to je eden od ključnih razlogov za naraščajoče nezaupanje v politiko, v politične institucije in predvsem v tiste, ki vodijo to politiko. In jasno, te takvani populisti, damo ta izraz nekoliko narekovaje, so tisti, ki so to izkoristili. Oni to izkoriščajo. Seveda, tukaj lahko rečemo, da njihove rešitve, ki jih ponujajo, recimo politiki, kot je Wilders ali Nepenova in podobni, niso nekako izhod iz težav. Oni dejansko ne ponujajo nekih efektivnih rešitev. Vendar pa nikakor ne moremo reči, da je ta tako imenovana populistična politika tista, ki je zakrivila sedanjo situacijo. Populisti takvani so to zgolj izkoristili, medtem ko zakrivila jo je pa etablirana politika, tako levo protestno sredinska, spravi ta takvana mainstream politika. Konec koncev ti, recimo, skrajneži, skrajni desničarji, pač preprosto niso imeli in še vedno nimajo vzvodov za to, da bi sprejemali odločitve. Konec koncev Lepenova do zdaj v Franciji ni bila, tudi Gerd Wilders ni bil na oblasti. In ni mogel sprejeti, niso mogli sprejemati teh skupnih odločitev. So jih pa politiki iz teh osrednjih političnih skupin, iz Evropske ljudske stranke, iz stranke socialistov in socialnih demokratov, iz liberalne zveze ALDE, oni so tisti, ki so na oblasti v večini evropskih držav in ki zasedajo ključne pozicije v evropskih institucijah. In na njih je ta odgovornost za to. Tukaj pač rešitev iz težav v smislu neke učinkovite reforme Evropske unije nekako je odgovornost mainstream političnih strank. Tukaj bi to izpostavil predvsem ravno Evropsko ljudsko stranko, ker ona je tisti motor evropskega povezovanja. Ona je dejansko tisti, konec koncev tudi glavni branik evropskih vrednot. In tukaj bi rekel, da ta politična skupina, ki je tudi najmočnejša v Evropskem parlamentu, pač bi nekako morala imeti neko ključno inicijativo. No, mogoče za zaključek tega mojega izvajanja bi se vendarle še nekako oprl na izhodiščno vprašanje v smislu družboslovja, sociologije, politologije in podobnih družboslovnih disciplin, kako so se, recimo, kako se odzivajo na sedanje situacije, na krizo, kakšne odgovore ponujajo na, recimo, to krizo demokracije. Nažalost, sam sem pač družboslovc, moram reči, da se družboslovne znanosti oziroma njihovi nosilci v tem niso prav izkazali.
Nasprotno, mnogi družboslovci, mnogi sociologi, politologi, komunikologi in tako naprej se obnašajo bolj kot neki analitiki, ki analizirajo stanje, ki interpretirajo dogodke, ki ponujajo rešitve, delujejo v funkciji ideologov. Se pravi, da ne ponujajo tega, kar dejansko je, nekega analize realnega stanja, ampak ponujajo neke ideološke konstrukte. Se pravi, ponujajo neke predstave o tem, kakšen politikov naj bi bil svet. Se pravi, ponujajo neke interpretacije, ki pogosto nimajo z realnostjo kaj dosti zveze, ampak nekaj, kar je filtrirano skozi njihova ideološka očala. In v vseh teh primerih, recimo, ki smo jih tudi že navedeli, recimo v ameriških politikah, večina nekako ljudi tako iz medijev, kot tudi iz, recimo, družboslovnih strok, je delovala izrazito pristransko, izrazito ideološko. Se niti niso trudili nastopati na nek vsaj politično neutralen način, ali pa konec, recimo, če pogledamo, kakšne so le interpretacije, recimo, teh mainstream družboslovcev o izkruhu migranskih krize. Tukaj pač je šlo skoraj za neke ideološke konstrukte, neke konstrukte, ki izhajajo iz ideologije multikulturalizma, v smislu tega, da kulturne razlike niso pomembne, oziroma da je po kvečemu nekaj, kar bogati, v smislu tega večje, kot so razlike bolje je, se pravi nekaj, kar ima prav nobene zveze z realnostjo, kar nekaj ponujali so sliko stanja, ki obstaja zgolj v nekaj vlad, ne pa kjerkoli na terenu. Tako da, kar se tiče, kako bi rekel, zmožnosti, pripravljenosti, recimo, družboslovja, če zdaj vzamemo, v smislu nekih kolektivnih kategorij, v smislu sposobnosti družboslovne raziskovalne srednje, da ponuja neke rešitve iz težav. Moram nažalost reči, da sem do tega precej skeptičen, oziroma celo pesimističen. Hvala. Hvala lepa. Jaz so omenjene ameriške volitve. Sam sem dosledil eno analizo, ko so preučili 300 ameriških medijev, mainstream dominantnih medijev, oziroma večjih medijev v Ameriki v času po volitvah. Samo 3 mediji so bili neutralni oziroma so bili na strani Trumpa. In seveda Trump je zmagal z 140 znaki za Twitterjem in z Facebookom, s socialnimi mreži. Takoj po volitvah se je v Sloveniji pa tudi v delu svetovno odprla razprava okrog tega, da so družbena omrežja, socialna omrežja lahko škodljiva za demokracijo, da so nevarni za demokracijo. Janez Janša, to drži, so nevarnost za demokracijo. So nevarnost za demokracijo, kot je kreiral zlom, kjer osrednja, vprašanje pa, če si mi želimo takšne demokracije. Osrednja moč pa osrednji vzvod tega, kar so skušali početi preko teh Sorosovih fondacij, oziroma tako imenovane odprte družbe, civilno-družbenih organizacij v tem sklopu, ki se imenoval Open Society Fund. Srednje orodje so mediji. Tukaj se je načrtno ustvarjala lastniška struktura, ki je bila pač tega pola. Po kakšno posebnem svetu. V Ameriki je zelo ponastavljeno. Z tem Fox Newsom neko malo ravnotežje. Drugod pa razen zdaj na Mađarskem pa tega ravnotežja ni. Te nove tehnologije pa so omogočile, da se to preskoči. Se pravi, da lahko ljudje neposredno komuniciramo med seboj. Danes je pač možno nekaj napisati na blog, na spletno stran, na eno
prejšnji dan rekel, lahko pričaš tisto njegovo spletno stran. Če se ga veš, če te to zanima, če je to aktualno. Še vedno, ne vem, kakšne so procenti v Amerike, za Slovenijo, držijo ti podatki iz te raziskave, ki sem že prej citiral. Še vedno si več kot 50% ljudi ustvari volilno preferenco na kraj tega, kar vidijo, kar pa sliče na televiziji. Omrežje, internet in se to je okrog 30%. Ampak je 30%, to pomembno zvok. S tem, da treba dodati, da v Sloveniji imajo ene najmočnejših, najbolj gledanih, najbolj branih, to je tudi povezano s financami, spletnih strani osrednji mediji, neki drugi neodvisni, ampak se to kombinira. V Ameriki je to dosti drugačno, so tukaj bistveno pomembno je to, da si že vprašanje zastavili, da tehnologija, razvoj tehnologije gre v to smer, da se bo ta možnost širila, neposredne komunikacije. In prišli spet neko situacijo, takrat je bila v antični Grčiji. Če mislimo to, da je bila to služnelastniška ureditev, da so imeli volilno pravico samo svobodni moški z premoženjem. Ampak vseeno, če to mislimo, je na koncu pri odločitvi odločalo neko telo, telo zbrano skupaj in je lahko vsak komuniciral z vsakim. Vsak je lahko povedal, vsi so ga slišali in tisti, ki se ne strinjajo, tudi povedal, vsi so ga slišali. Ne je bil to pač pet. V rekovajih idealnih okoliščinah dosežen nek idealni standard. Z razvojem tehnologije je lahko vsaka nacionalna volilna enota, nacionalna, postane to. Vsak bo lahko nekaj povedal in si ga lahko to vedi. Ko te številke gredo v milijone, to se tukaj ovirajo in je to vprašljivo. Vseeno pa je to izenačevalec. Je to izenačevalec možnosti. Lahko pojem neposredni primer. Tam nekje v 20 letih je naša stranka zelo, še bolj mogoče kot zdaj, nepriljubljena v tako imenovanih mainstream medijih, ki so ostajali. Za vse tam o Depavi vasi so nas nabijali za vse mogočnim posodnim, kakšne možnosti si imel. Napisali smo odgovor, na podlagi 40. člena Ustave, prosimo, da objavite ta odgovor na vašo netočno zapisane informacije. Zelo mnogi se mogo biti vračati za voliti, da to sploh ne bodo brali, ker je želi. Potem se je pričali nazaj odgovor čez par dni, tedno od urednika, je rekel, ja, seveda Ustava daje pravico, vendar daje pravico, da to skrajša, to sem skrajšal, tako na 40 minut prostora in to smo skrajšali, to smo nekaj objavili. Mi so ljudje pozabili, kaj se je sploh šlo in so držali druge teme. Mi smo slušali nekaj biltene izdajati, da se postirati, pa poskusi so bili dan nastane, nek nov časopis, pa revijo, pa te asimetričnosti pri veri, nič ni nastalo. Kaj se vseeno boljše, ko se pojavi neka lažna vest, fake news, objaviš na spletni strani odgovor in isti sekundi dostopi. In tisti, ki je to novico napisal, ko hočeš, nočeš vsaj posredno upoštevati. Sej, velikrat se ne in se ignorira, še posebej televizije, ampak vseeno se je stanje popravljati, kar sem tega reče. Če se ne bi, po moje, niti strani, ki jo vodim, niti tega inštituta ne bilo več.
ne bilo več. So šle stvari zelo daleč. Te dneh, teh temih, ko je kar nekaj govora o 30. obletnici Nove revije, 27. številke Nove revije, smo šli gledati, katera politična stranka sploh izreka to besedo. Kaj mislim? Da se je ta beseda Nova revija, pa 27. številka Nova revija, sploh pojavila v komunikaciji. Katere strani? Ena sama. Ko je bilo ob 10. obletnici, ko je bilo ob 20. obletnici, ko je bilo ob 25. obletnici, ko je bilo zlepili. Veste, glede spletne strani, Facebook, Twitter, vse parlamentarnih stran po Sloveniji. Za njih Nove revije ne ostane. Je vsak vek partizanske enote pred okupacijo je bolj pomembna stvar kot pa Nova revija. Poma je tega ni proizvedel. Tega pa ni. In seveda, izrim neko temeljno stvar, na katerih sploh obstaja parlamentarna demokracija v Sloveniji iz političnega prostora, ali pa to izolira zgolj na eno politično silo, kako ni močno, je že velik uspeh, ki vodi proti totalnemu. Potem, če te govorice ni v političnem prostoru, ki kreira šolske programe, kreira vse. Tem to malo izgine. Ni čudno, da na 30-letnici Nove revije svoj paradira človek, ki je rekel, tisti, ki so to pisali, sicer ne zapirajo, da ni mogel vse, da se te njihove ideje ne uresničijo. To bi bila početi. Če ko danes vprašate, še posebej po teh slikah, nekega poprečnega slovenskega volivca, kdo najbolj zaštup za resničitev ideje iz Nove revije, jaz mislim, da bo Ivan Kučan zelo privrl. Glede pregovor. Znamete, da Ampan, 57, kjer so reakcije na uradi kontrolno partijo, predvsem na Novo revijo. Ogromno obsod tega, kar se je takrat dogajalo, nič ne gledali za, nisem gledali za. Muzej slovensko osamosvojitelja na Cankarjevi je bila odprta razstava te reakcije takrat. Je zelo, da je bil kak tako imenovano srednji nacionalni medij. Tudi ko je bil muzej slovensko osamosvojitelja, te novice ni bilo. Vse drugo. Če se pasi zavetišče odprevo odgorni hodovni, se to čujem čego odgorni hodovni. Če to ni je to v kroniki na nacionalni televiziji. Če je prvo odprt muzej, slovenska osamosvojitelja, to mogoče nekaj resnične. Bog ne da je to bi bolj desne. Če se vrnem vprašanje, če imamo teh novih možnosti, ki jih je za razvoj tehnologije, mogoče že vzgobi, bi pozvala premagala spomin. Zdaj pa se to ne bo zgodilo. Gre za pomembno stvar. Če bi Jože Pučnik danes pisal to knjigo Demokracija, tehnologija in družba, bi verjetno temu vprašanju posvetil srednjem programu. Bi se to sredil. Hvala lepa. Torej, sliko smo danes širimo sporočilo po družbenih odrečih z tega dogodka. Sigurno bomo dosegli več ljudi, pa malo nas naklade, kako srednji, kako ne malo srednji slovenski mediji.
malo slikali v čas odmora, samo Andrej že malo kruto gleda, isto kot ne, lahko še malo potekali. Glede na to, da smo začeli tudi malo kasneje, tega odpiramo razpravo, gostijo se tudi za vaše vprašanje, gostijo dobro prvi. Zote. Ja, dovoljte, jaz bi ta cenjen pri tem postavil samo dve vprašanje. Namreč, ko govorimo o področnosti demokracije, ali je bolj pravilen globalni pogled, ali je mogoče, moramo ta pogled in se položiti na države zahodnega civilizacijskega kroga, če uporabimo recimo to Huntingtonovo varianto. Tukaj je zelo veliko razlik in jaz mislim, da demokracija je išla iz zahodnega civilizacijskega kroga in področnost demokracije je v bistvu stanje demokracije v tem krogu odločilno. Pa me zanima vaše mnenje. In drugo mnenje, ki me zanima, gledajte, če ocenjujemo stanje v demokraciji v Sloveniji. Potem, in če se vrnem na vir, ki je vir v svojem izvajanju pomenu, potem lahko mi ugotovimo, da stanje demokracije v Sloveniji zadnja 3 leta, ko se prav to vlado konstantno nazaduje. Kako gledate na te dva problema? Hvala. No, vse delo poslušajo se govoriti. Mislim, najbolj demokracije funkcionirajo v protestantskih državah, da je zahodna evropska država, srednja evropska država, v temu približno zakaj, ideja svobode je tam v tem kulturnem miliju najbolj prišla do izraza tudi v praksi, tudi te države so najbolj ekonomsko uspešne v svetu, ampak tudi da okolje se širite, zadnje tudi krščanstvo, pa tudi še kakšne drugih religije. Čeprav recimo, to je še cerkev, še nikoli ni svoje družbene navke, to je ena religija, ki ima svoje družbene navke, ki daje svoje tudi politična stališča, ni rekla, da demokracija je najboljša religija. Vedno sem se prihranili eshapološki pridržen kot pravijo, to je ušeničnika naprej. Ampak, ne glede na to, konec 19. stoletja je bil Jansen Andris prvi, ki je dejal, boljše je najbolj radikalna demokracija, nekot trinoški absolutizem. Za slovenski narod je govoril. In prej predsednik bi govoril, da je najboljše. Za slovenski narod bi prihodne jasno je, da imamo neke demokratične odnose tudi v netarne skupnosti. Toliko tem, drugače samo tudi so, prej so bili prikazani tudi destabilizatorji demokracije od zunaj, pa je bil Soros omenjen. Evropska unija imamo imeti če nekoga, ki dobro destabilizira tudi evropske demokracije, in to je Putinov režim. Ne samo njegova agentura, ki je zelo močna, ampak so močni zelo tudi v zahodnoevropskih medijih in pa v civilno-družbenih organizacijah, ki imajo pod kontrolo in propaganda o dekadentni zahodni Evropi zelo dobro očekuje. Hvala. Naše tukaj zagovarjati. No, tukaj mogoče en nastavek na to, kar je bilo kar rečeno. Tukaj je razlika od ciljih med Sorošem in Putinom. Putin, interes Moskve je, da je Evropska unija kot prišla tvoga razpade, ker pač ne. Rusija je proti celotni uniji šipka, proti posamičnim državam je partner ali hegemon. Sedaj, če posebej, ko gre za interese na vzhodu, je to tukaj jasno. Soros ne dela v smeri razpada Evropske unije, posredno sicer javno, da so reakcije to povzročajo. Ampak v smislu spremembe Evropske unije, neko multikulturno skupnost, kjer bi se pač nekateri interesi lažje različevali. Zdaj v neko globalno demokracijo jaz ne verjamem. Eno pogojev za to, da demokracija deluje tudi približno izenačeno kulturno okolje. Politika preko volitev, demokracija generira odločitev po načinu življenja. Če imate vi isti skupnosti, ker se odločajo močno krščansko tradicijo in kulturo, potem močno muslimansko tradicijo in kulturo,
sta drugi zadev. Kakšno je šeriatsko pravo. Različne kulture, tudi različni modeli demokracije, kako funkcionirajo v sožitju, drugo ob drugi, ne pa skupaj, ne pa z umetnim mešanjem. Zato ta model multikulturnosti ni kompatibilen z develočo demokracijo. Tisti, ki to vsebuje, dela isto kot tisti, ki so verjeli, da je lahko komunizem ekonomsko osredotočen uspešen. Predosebne svobode, ne gre. To je tako kot zasebno železo. Zdaj, kako demokracija deluje v Sloveniji? Prej sem imel eno knjigo, govorijo o Mačarski, je zelo poučna tudi za nas. Za slovenskega razmere tudi obstaja takšna poučna knjiga. Napisal je dr. Zdenko Rota, naslov je Padle maske. Če ste prebrali to knjigo, boste videli, kje so se ljudje, ki niso bili nikjer izvoljeni, ki nimajo nobenega mandata, ki se je videl na tema mečnem turizmu. In se zmeni, kdo bo župan Ljubljane, kdo bo kandidat na predsedniških volitev, kdo bo zmagal, koga je treba sejo in pihce naprej. In način od tega, kar so se zmeli, se je uresničilo. In eno od teh je bil zdravni napisal knjigo o tem. Ne bo ni padlo na zemljo, se je padlo stečeno. Ste se knjigo začeli najbolj zelo reklamirati, potem je to zelo vsako. Znači, tudi to je ta asimetričnost je v tej knjigi zelo nazorno opisana. To knjigo ni napisal Milan Zverad, ampak zdaj Roma. Že treba verjeti. Eno dve opaski glede globalnosti demokracije. Ok, če tukaj razumemo demokracijo na najbolj minimalističen način, zgolj kot neko obladanje večine, potem seveda jo lahko najdemo marsikaj v svetu. V tem primeru, lahko rečemo, da je to nek precej globalno razširjen fenomen. Vendar pa, če govorimo o demokraciji kot o liberalni demokraciji, se stvar spremeni. Demokracija, recimo, tudi tam izven evropskega kulturno-civilizacijskega kroga, kjer obstaja funkcioniranje zelo specifičen način. Recimo, imamo dolgoletne demokracije, kot je recimo Indija, da je precej drugačna demokracija, kot je recimo evropska, ali pa recimo dežele vzhodne Azije. Tam se neka demokracija uveljavlja, ampak ja, ima neke izrazite specifike, medtem ko ta demokracija kot liberalna demokracija, ki temelji na individualizmu, pravica posameznika, kot tisti temeljni vrednoti, na svobodi kot temeljni vrednoti. Potem pa bi lahko rekli, da je to še vedno predvsem evropski fenomen, tako da še govorimo o neki globalni demokraciji, v smislu tega, da bi cel svet bil neka demokratična celota, da bi se vzpostavila neka globalna demokratična vlada, nekateri avtori, recimo Anthony Giddens v svoji tretji poti govorijo o tem, to pa je precejšna utopija. Mogoče samo še to o destabilizatorjih demokracije v Evropi. Seveda obstajajo tudi zunanje grožnje, kot so bile omenjene, recimo Putinova Rusija in vendar pa, ali pa recimo skrajni ekstremni islamizem, vendar pa je rekel, da glavne destabilizatorje vseeno prihajajo znotraj. Recimo ideologije, ki delujejo na izrazito destabilizirajoč način, kot je recimo multikulturalizem in podobno, to vse generira znotraj. To so domače politične sile, domača takvana civilna družba, mediji podobni so tisti, ki to spodbujajo. Tako da tukaj bi rekel, da glavna grožnja, recimo nekim skupnim evropskim vrednotam, vendarle prihaja s strani Evropejcev samih. Hvala lepa. Zdaj se javno Grš Predlažič prvi, pa Slavo Kmetič, pa še en gospod. Jaz bi predlagal, če se strinjaš, da prepustimo kratko besedo, kratko repliko gospodu Kmetiču, če bo res kratko. Če se to pridružiš, pa še to hoče. Samo eno vprašanje, res to, da je v Ameriki do 3 milijone efektivnih volivcev? Jaz sem tudi berem v družbenih omrežjih, ki so dejansko tudi pokojniki, pa ljudje se so prijavili več svetnih držav, so volili za Hillary Clinton. To jaz berem, zdaj kot res ne vem, v drugem primeru, da prosto premenil človekov,
izhajamo iz tega, da avgustno demokracijo izvaža Združene države in da se po nizi to dogaja, bolj nas še čakam žoga. Če pa zdaj samo karikirajo današnja situacija, pa za Slovenijo, pa če primerijo Avstrija, pa zadnja veda, predprvzvona vojna, pa če bi dal ljudem, pa povedal, kako je slovenski človek živel v pravni varni državi, ki je varovala in ljudi in premoženje in zagotavljala pravno varnost, in pa danes bi se verjetno, če bi imeli popolne informacije, odločila za drug sistem, ne pa za demokracijo. Kajti mi, za razliko od tem vrst, smo že daleč od demokracije. Dokler bomo prvi vojni zločinci po vojni obdobju kaznovali, potem bomo mogoče prva faza demokracije. Hvala. Hvala lepa. Lahko to smatram bolj kot komentar, vprašanje bo bolj privarjeno kot komentar. Dobro, zdaj za to novo tehnologijo, v kateri smo danes govorili, ne moramo premagati čas, že smo šli preko vseh meja. Jaz se vam zahvaljujem temu opisu za krasno razpravo in seveda vsem želim še lepi preostali v našem primeru. Hvala lepa.